Zaradi zaveze, ki smo jo dali Bruslu, je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga sprejel sklep o prodaji Abanke, čemur pa sedaj nasprotujejo nekatere politične stranke. Bojijo se namreč, da smo banko prodali prepoceni, podobno kot smo prepoceni prodali NLB in NKBM, kjer je vlada s prodajo predolgo odlašala. Da ne bi ponovili napake, so predlagali, da s prodajo Abanke še malo počakamo. Pred prodajo tretje največje slovenske banke se je oglasil tudi premier Šarec, ki je odgovorne v SDH-ju pozval k večji samoiniciativi. Nazadnje imajo v SDH-ju vsi ne vem kolikokrat večjo plačo od mene, če imam jaz 300 neto, dobim ven, zagotovo dobijo oni, ne vem, 11 bruto, mislim, da je, pa preračunajte, tako da verjamem, da so za to plačo sposobni sami sprejeti kakšno odločitev v tej državi, ne da je za vse na koncu odgovoren kdo drug. Prav ste slišali, Šarec je svojo plačo primerjal s plačami zaposlenih v SDH in ugotovil, da je naredil napačno karierno odločitev. Zgleda je na kariernem sejmu spregledal oglas 50% več denarja, 100% manj odgovornosti. SDH. Premier Šarec pa se te dni ne ukvarja le z bančnimi problemi, ampak tudi z digitalnimi. Na družbenem omrežju Facebook je namreč neznani goljuf ukradel premierjevo identiteto in naključnim Slovencem pošiljal zasebna sporočila. Goljuf je prek lažnega profila komuniciral z uporabniki tega družbenega omrežja in jim predstavil ameriški program, ki naj bi jim z denarno pomočjo omogočil boljše življenje. Lažni Marjan Šarec je tako obljubil, da bodo lahko kupili nov avto. No ja, če smo čisto pošteni, ne. Boljše življenje in dosti denarja za nov avto nam je Šarec enkrat že ponudil. Ampak ne prek Facebooka, pa v svoji predvolilni kampanji. Kako pa najlažje prepoznamo, da nas na spletu nadleguje lažni Marjan Šarec, pa sedaj sprašujem našega korespondenta in strokovnjaka za krajo identitete plešastim ljudem, gospoda Jerneja Celca v Studiu 2. Hvala, gospod Godler. Da je res prišlo do kraja identitete, je Slovencem sporočil kar sam premier, ter državljane pozval, naj v primeru, da prejmejo sporočilo od Marjana Šarca, njegovih besed ne jemljejo resno. Kar pa jih roko na srce nikoli nismo. Strokovnjaki za kibernetsko varnost pa so medtem že pripravili navodila, kako najlažje ugotovimo, če nas na spletu nagovarja lažni Marjan Šarec. Tukaj se je fajn vprašati, zakaj pravzaprav me zdaj predsednik vlade kontaktira. Ni pa to edini znak. Poleg tega je tudi slovenščina v tem primeru taka malo čudna, ne? Sicer se vidi, ne, da je strojno prevedena. Ne, to ni čudna slovenščina, to je pač Šarec. On pač tako govori. Dokler zajec teka po gozdu, ne kuriš ražnja. Te besede nimajo nobenega smisla, on pač tako govori, to je Šarec. Ker navodila strokovnjakov za kibernetsko varnost v tem primeru ne veljajo, smo za vas pripravili nekaj enostavnih smernic, s katerimi boste najlažje ločili, ali komunicirate s pravim ali z lažnim Marjanom Šarcem. Lažni Marjan Šarec vas bo namreč kliknil in vam napisal, a vas lahko nekaj vprašam. Medtem ko vas bo pravi Marjan Šarec kliknil in vam napisal, a ti lahko povem en vic? Razlika med njima pa je tudi v ponudbi. Z lažnim Marjanom Šarcem komunicirate, če vam ponuja spletno goljufijo z imenom CFDA program. S pravim Marjanom Šarcem pa komunicirate, če vam ponuja mlad krompir za 4 evre na kilo. Glejte, nekako je treba zapolniti tisto vrzel med plačo predsednika vlade in plačami v SDH-ju. Lažni Marjan Šarec vam bo prav tako ponujal nakup sumljivo poceni letalskih vozovnic. Medtem ko vam bo pravi Marjan Šarec ponujal nakup sumljivo poceni letalskega prevoznika. Najlažje pa boste prevaranta razkrinkale ženske in to že po njegovem uvodnem stavku. Saj vas bo lažni Marjan Šarec nagovoril z pozdravljena gospa. Pravi Marjan Šarec pa z kva zdaj baba zmešana. Žal pa premier Šarec ni edini, ki je bil žrtev kraje internetne identitete. Na družabnem omrežju Instagram se namreč nek zmešan človek predstavlja kot predsednik republike Borut Pahor in javno objavlja njegove najbolj neprimerne fotografije. Gre za hud vdor v človeško zaseb... Kaj? A to prav Pahor dela? Ne me jebati. Po kaj ste človekom narobe? Hvala, gospod Celec, odgovora na to vprašanje žal ne poznamo.
Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!